Luka Korenčič. Kadar primem ponvo, sem kar paraliziran. Ja, je bilo to kul? Pred predstavami sem vedno zelo živčen, napadi panike, stres. Vedno, ko slišim tvoj glas. Ko pa stopim na oder ali na ulico, se pa ta stres pretvori v adrenalin. Tulijo! Odšraufal te bom, Tulijo. Odšraufal te bom, kot te še nikoli ni nihče odšraufal. Tako da računam, da bo isti postopek izpeljan v Masterchefu. Saj upam na to. Želim si priti čim dlje v Masterchefu, zato sem si tudi že pripravil nekaj dodatnih metuljčkov, da bo vsakič en drug. Stresno tekmovanje se običajno izogibam, a tudi sam se upam upati, da pridem do finala. In za finale sem pripravil enega čisto posebnega. Pogledam na okrog in meni se je najmanj prijel gor. Zmaga. Luka, všeč mi je, da si se naloge lotil zelo, zelo resno. Bil si zelo v časovnem okvirju in moram reči, da pita mi je dobra. Lepo čutim karamel, cimet, pomarančo, malo napake je pri tem testu, ampak če gledam kot celoto, je lepe barve, je lepo pečena, je pečena in mi je všeč. In vsem trem je pita ostala na krožniku. Po dvigu krožnikov pa so se pokazale razlike. Nihče od vas ni dostavil tartata takšnega, kakršnega smo si želeli. Prvi, ki gre lahko na balkon, je Luka, izvoli! Sem naslednjič bolj potrudil, hvala. Na balkon grem, varen sem, super mi je bilo, vem, da je pred mano še en teden. Boš zastavil? Stalični, salat olivier. Opa! To Rusi delajo za zabave radi, da radi dodajajo rakovičje meso zraven v njihovo olivier solato ali francosko solato, kot jo mi poznamo, sem se rekel, če je Putinu dosti dober, pol mora biti tudi našim sodnikom dosti dober. Bom probal to, ker sem sumil, da bosta tamle Lovro pa Darko sigurno šla na neke domače testenine, ne? Ja. Pa da ne bomo imeli vsi enak, ne? Pol je med tremi testeninami težko soditi, ne? Mogoče boljš, da je neki Čak. drugega, Ti to prav ne? taktiziraš že? Ja, zdaj malo pa treba že taktizirati, a se ti ne zdi? O, kremica, kako si kaj fejs gladka. Luka je pripravo zapletenega krokenbuša podcenjeval. Sodniki pa ocenjevanje krožnikov, ki jih tekmovalci dostavijo pred njih, vedno vzamejo resno. Kaj je to? To je naravni krokenbuš. Tacga se najde v naravi, ne? Ni ta gojeni krokenbuš, ki je bil gensko spremenjen že. Ta je čist naraven. Oziroma je ni. Tole je ena velika žalost. Ja. Si stavil na višino in na zgodbo, pozabil si pa na okuse in prezentacijo. Tisti, ki mora takoj sleči predpasnik in zapustiti Masterchef kuhinjo, je Luka. Po pričakovanju. Na nek način ti je žal, na nek način si pa človek tudi vdihne. Masterchef je eno najbolj napornih tekmovanj, fizično, psihično, je treba biti kar pripravljen. Luka, hvala predvsem za te tvoje komične vložke in želim ti veliko, veliko dobrega. Upam, da se nisem preveč zdaj smejal, ker včasih se moram pač smejati, da se ne bi jokal, ne? Smeh pa solze so si zelo blizu. Jaz sem užival, upam, da ste tudi vi. Hvala vam. Adijo. Čau, dragi moji. Ob vsem v temu trudu, ki ga je treba vložiti, si nisem mislil, da se bom tako zabavil. Tudi družba je bila zelo fajn, moram reči, vsi kandidati so zelo fejst ljudje, tako da jaz tunim
želim še veliko sreče naprej, naj se borijo, nikoli ne obupati, ne vršiti kuhavance v koruzo.